Pozdravljeni! 21. april, zadnji dan 21. spomladanskega posta, je razlog, da se človek nagradi. Pri meni sta razloga pravzaprav dva. Pred 6 leti sem s tole knjigo Moja pot, Start-upi za vse življenje, mislim, da je v času epidemije, ko bo marsikdo stopil na novo pot, še vedno aktualna za branje, postavila tole Kupa komunikacije, ki sliši na kakovost, ustvarjalnost, podjetnost, akcija, od lani Kupa razširjena še z novo dejavnostjo. In v okviru te dejavnosti je tudi portal Razstrupi se, prisluhni si. Na podlagi tele knjige in jesenskega posta oktobra lani postavljam to dodatno zgodbo, projekt Kupa. In tale bon je tokrat namenjen vsem, s katerimi sem se družila teh 21 dni, torej ki ste klikali in me poslušali. In zdaj je na vas ena zelo majhna akcija, ne bo vam treba stradati, torej ni treba iti na post, ni treba iti na dieto, ni treba naročiti nobene storitve v Kupa, dovolj je, da mi na zasebno sporočilo v okviru Facebook skupine, ki sliši na to ime, napišete ime, priimek in naslov, kamor vam lahko pošljem bon za sprostitven tretma v kisikovi komori, kjer se boste lahko razvajali do konca leta. Kadarkoli se boste naročili v Kranju ali Grosuplju pri mojem poslovnem partnerju in vam tako nekako povrnem energijo, ki sem vam jo vzela s tem, ko ste mi prisluhnili v teh 21 dneh in morda slišali tudi kakšno zanimivo informacijo. Kaj naj rečem ob koncu? Dvoje bi vam svetovala. Če začnem na tej strani dodeljevanja nagrad in praznovanja. Ob koncu takšne poti se je treba nagraditi. Zdaj, ta nagrada lahko gre skozi denarnico, ni pa nujno. Lahko si privoščite masažo, kakšno vitaminsko infuzijo, razvajanje v savni, marsikaj od tega nam še vedno ni omogočeno v teh, očitno, ne vem, zdihljajih epidemije zadnjih dneh. Ampak sonce pa posedanje ob eni čudoviti skali s pogledom na Savinjo je pa zastonj. To je pa tisto, česar nam nihče ne more vzeti. In v času različnih negativnih nihal se pač lahko odločimo, da si bomo izbrali eno pozitivno in se nagradili ob 21-dnevnem vztrajanju, da izboljšamo morda neke vzorce in predvsem razstrupimo telo in duha. Torej, ob koncu neke poti se je treba nagraditi, pot je pa tako, kot velja pri ciljih. V bistvu moramo uživati na sami poti do cilja. Zato bi vam predlagala, da se, preden se kakršnekoli diete lotite v življenju, morda odločite za post. Ni treba 21 dni, dovolj je mogoče 3 ali 5 dni. Po 2 dneh boste definitivno prenehali biti lačni. Zaznali boste razliko med potrebo po hrani in žeji. In potem, ko boste izbrali dieto, ki vam bo pisana na kožo, ali kompilacijo različnih diet in si boste prilagodili način spremenjene prehrane in pitja, tako kot vam ustreza, ne boste imeli več občutka odrekanja. Torej, po moje je post idealna priprava za nek spremenjen dolgoročni režim prehrane. To bi pač bil moj nasvet, tudi zato, ker se prečistimo. No, in če spet gledam vizualizacijsko ali pa komunikacijsko, post je kot ekonom lonec. Torej, mi ne moremo dajati novih sestavin hrane v napolnjen ekonom lonec, ga moramo najprej izprazniti, predvsem moramo spustiti tisto paro ven, da ga sploh lahko odpremo. Torej, predno se boste preusmerili na neko dieto ali na nek nov način, režim prehranjevanja, izpraznite ta ekonom lonec, pomeni razstrupite telo, razstrupite duha, utrdite svoj in naučite se v bistvu uživati, ne pristopajte stvarem, kot da se odrekate, uživajte v tej nameri, ki ste si jo zadali. No, in ko smo zdaj pri nameri in ker je pač obletnica moja Kupa, kjer delujem na področju komuniciranja odnosov, sistema, Kupa prvi opis,
prvi vtis, svetovanje, individualni coaching in pa usposabljanje v organizacijah, podjetjih, javnega, zasebnega sektorja. Še namig, da lahko tudi vi nekaj storite zase. 21-dnevni komunikacijski trening vam ponujam, kjer se preko Zooma slišimo, vidimo, delamo vsak dan po 60 minut. Glede na namero, ki se jo izberete. To je lahko, ne vem, nastopanje v javnosti, lahko je komunikacijska obravnava kakšne motnje, kot je na primer anksioznost, lahko je problem, ki ga imate na delovnem mestu zaradi mobinga in se ne znate komunikacijsko postaviti na prave temelje z pravim odzivom, da bi bili v takšnem odnosu čim manj oškodovani. Skratka, na vas je, da se vprašate, kaj je tisto, kar bi v 21 dneh intenzivnega dela na sebi in seboj, v domačem okolju, v odnosu z svojimi bližnjimi, dragimi ali na delovnem mestu spremenil do te mere, da bi po 21 dneh vendarle bil malce prerojen nov človek, se počutil preprosto boljše v svoji koži. In če zaključim, zakaj pravzaprav gre, tudi pri postu, gre za to, da se počutimo boljše v svoji koži. To želim tudi vam. Hvala, ker ste me spremljali teh 21 dni. Obljubljam vam malo pavze od mene. Srečno, do snidenja, do sodelovanja v stilu kupa. Živite kakovostno, živite ustvarjalno, živite podjetno, živite aktivno. Vzemite življenje v svoje roke in si prisluhnite.